Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav in dobrodošli v oddaji Detektor. Lep pozdrav tudi našemu tokratnemu gostu. Naš tokratni gost je Franjo Franc Golob, župan občine Vuzenica, ki je bil v preteklosti tudi že svetnik v občinskem svetu Vuzenica. Je član mnogih društev v lokalnem okolju, že 10 let je predsednik športnega društva v Vuzenici ter predsednik športno-turističnega društva Sveti Vid, skratka, ukvarja se z športom, igra nogomet, skratka, družbeno aktivni in po vseh plateh aktivn, gost. Se zdaj zastopa Korošce tudi na državni ravni, kajti poleg županske funkcije vrši tudi funkcijo svetnika v državnem svetu. Za svetnika v državnem svetu so ga izvolili elektorji, to je poseben način izvolitve in seveda morda kar vprašanje iz tega, ki bi ga želel postaviti, je to, kako je uspelo prepričati elektorje iz relativne majhne občine, ki ima malo elektorjev, da so ga izvolili in da sedaj tudi, kot rečeno, zastopa Korošce na državni ravni v državnem svetu. Ja, lepa hvala in prisrčen pozdrav tudi z moje strani, prvič na vaši televiziji, prvič v vaši oddaji. Vprašanje, ki je zelo široko in se bi lahko tudi nekako zelo razgovoril. Sistem volitev v drugi dom parlamenta ali državni svet je drugačen, kot je na lokalni ravni z večinskim sistemom, kar se tiče volitve v župana ali tudi po večini v občinske svete. In pa tudi na državno-zborskih volitvah so drugačne volitve. Seveda, kot ste že omenili, je sistem elektorskih volitev v drugi dom parlamenta ali v državni svet nekaj posebnega v Sloveniji. Torej, naj ne bi igrala toliko politika pri odločitvi tistih, ki jih pošljajo v 40-članski državni svet ali drugi dom parlamenta. Seveda v Koroški regiji z nekaj več kot 72 tisoč prebivalci imajo tudi po občine določeno pravico svojih elektorskih glasov. Torej, manjše občine po enega elektorja, večje tudi do 4. Mestna občina Slovenj Gradec ima pravico do 4 elektorjev, torej 20 elektorjev izvoli izmed kandidatov tistega in ga pošle pravzaprav v drugi dom parlamenta. Mandat državnega svetnika traja 5 let, torej toliko kot tudi mandat predsednika države. In kako mi je uspelo? Na zadnjih volitvah, torej 2012. leta, so bile volitve v državni svet, seveda prigovarjanje tudi strani politike, nekaterih gospodarstvenikov, tudi nekaterih županov, da prevzamem kandidaturo in se pravzaprav tudi postavim v tej vlogi, da bom kandidiral in želel zastopati ne samo Korošce. Seveda državni svet je predstavnik iz vsake regije, torej jaz pokrivam 12 občin Koroške regije, toliko kot jih Koroška regija tudi premore, in državni svet sestavlja 40 državnih svetnikov in svetnic. Prihajamo iz različnih okolij, iz različnih sfer, torej mi smo interesna skupina lokalnih interesov, zastopimo lokalne interese. Ampak želim že kar na začetku povedati, da lokalni interesi seveda so prioriteta tistih, z katerega območja prihajaš. Torej, jaz prihajam iz Koroške in moram zastopati prvi vrsti lokalne interese vseh 12 občin, tisto, kar pač državni svet lahko naredi. Imamo tudi predstavnike malega gospodarstva, predstavnika kmetov, kulture, nevladnih organizacij, torej pestra sestava državnega sveta. In kako me je to uspelo, da torej jaz sem že po naravi in kot ste opisali, zelo odprt človek, torej prijazen do vseh ljudi, želim pravzaprav vsem osrečiti. In ne naključno, ko se odločam za kakršnokoli funkcijo, pa naj se gre čisto na športnem področju, zabavnem, kulturnem ali pa tudi v političnem področju, tako sem se tudi pred mnogimi leti odločil, da pa vendarle se v lokalni politiki poskušam, torej kot občinski svetnik, potem tudi 2010 kot kandidat za župana, uspelo mi je, zdaj že tudi drugi mandat opravljam vlogo župana v lokalni skupnosti v občini Vuzenica in seveda ne prevzamem vsake funkcije, ki vidim, da jo ne bi mogel opraviti. Torej,
vso zavestnostjo prevzamem odgovornost. Seveda mi je to 2012. leta uspelo, brez kakršnega koli lobiranja, moram reči. Od 4 kandidatov sem dosegel najboljši rezultat in tako sem pristal v drugem domu parlamenta. Ja, v redu, hvala za to pojasnilo. Če ostanejo zdaj naprej še pri državnem svetu, državni svet doživljamo ali pa je malo manj poznan organ. Predvsem državljani spremljajo seje državnega zbora pa odločitve vlade in državni svet pa tisti drugi dom, kot ste ga omenili, tako na nek način bolj neopazno, kot da spremlja vso to bdi nad dogajanjem in na nek način ga državljani jemljajo, tudi vse tisti, ki bolj blizu je kot nek posvetovalni organ, ki ima malo možnosti odločanja. Ampak zdaj bi vas pa vprašal z ozirom na to, ali pa vam uspe kljub temu, bi rekel, kaj konkretnega pripeljati skozi državni svet, ki pomeni pol tudi kak dobrobit za Korošce. Ja, zdaj malo bi, če dovolite, na široko bolj povedal, kaj pomeni sploh drugi dom parlamenta. Torej, je le ena varovalka in pravzaprav skoraj edina možnost, da lahko na predlagane zakone, torej državni zbor predlaga in sprejema zakone, ki se tičejo vseh Slovencev z različnih področij. Tukaj je le ena varovalka, državni svet, ki ima to možnost, sicer se zelo trudimo, sam predsednik, gospod Mitar Bervar, ki je predsednik državnega sveta, se zelo trudi, da bi uspeli z 4. branjem. Torej, to bi pomenilo, da zdaj v tem trenutku imamo edino možnost, da lahko z odložilnim vetom nekako opozorimo na težavo, ki jo sami zaznamo, ki jo zaznajo in tako Korošci, kakor Slovenci na različnih področjih, ko premlemamo zakone, da lahko z odložilnim vetom nekako zaustavimo zakon in ga damo v ponovno odločanje državnemu zboru. Zelo žalostno, s 4. branjem bi lahko marsikaj rešili. Torej, načeloma po večini nimamo problema z celotnim predlogom zakona, ampak v samem zakonu je morda samo en člen, ena alineja, ki pa ni dobra v celotnem zakonu. S 4. branjem bi lahko to odpravili, da bi lahko odpravili samo tisto alinejo ali člen, sedaj pa druge možnosti ni, kot pa da z vetom, odložilnim vetom nekako zavrnemo celoten zakon in ga damo v ponovno odločanje državnemu zboru. Vsekakor se prej posvetujemo, sam sem tudi član, poleg največje skupine, ki jih zastopamo v državnem svetu, torej interesne skupine lokalnih interesov, potem sem član skupine lokalne samouprave in regionalnega razvoja in pa član komisije obrt, turizem in finance. Torej, področje, ki se tika tisti zakon, tistega tudi na teh komisijah pravzaprav prej obravnavamo, tudi z strokovne plati predebatiramo, povabimo v svojo sredo, ne samo na plenarne seje, ampak tudi na te komisije, ponovadi in vedno več se odločajo za to, da razčistimo stvari, ki niso dobre, tudi ministri, ne samo sekretarji, tudi ministri prihajajo in tam se marsikaj že razreši. Tako da je tudi na plenarni seji, ki jo ponovadi imamo enkrat mesečno, če niso izredne seje, takrat kot se je rekoč že bilo, da z odložilnim vetom lahko karkoli odložimo. Torej, vloga je kar pomembna, čeprav se malo sliša, zaradi tega, ker tudi televizijski prenosi niso tako pogosti, razen če je kakršnakoli politična tema, takrat pa vidimo, da tudi v državnem svetu imamo kar močno zastopanost medijev. Tu ste zdaj omenili odložilni veto, zdaj pa bi morda malo poskušal en dogodek osvetliti ali pa osvežiti iz bližnje preteklosti. To je, zdaj vlada je predlagala oziroma ta 2. januar kot praznik in potem je bil skozi v zraku, ali bo državni svet tole sprejel še odložilni veto in bo ta praznik veljal ali ne. In skratka, to so zdaj potem, bi rekel, ampak tudi to se je dojemalo predvsem to, da kvečemo, vlada je že pripravila nek nov scenarij, če bi državni svet sprejel odložilni veto, da bi pač še v nekem roku zopet potrdili ta sklep. Skratka, tu gre pol na nek način, bi rekel, čez neke distance spremljamo, škoda, da se
gre nekaj nagajati, zato ker na koncu bo itak sprejeto, zato ker imajo relativno večino ali pa tisto zagotovljeno večino, rekel, v koaliciji vedno, ki vse potrdi. No, pogosto je res tako, kot ste sami zaznali, da zelo malo krat uspe tudi tisto, kar mi sprejmemo, torej z odločilnim vetom, ampak je nekako, včasih so situacije tudi v državnem zboru, da tiste absolutne večine skoraj zelo težko dosežejo poslanci, torej koalicija težko doseže in takrat, če se zgodi odločilni veti, takrat je problem, ker potem še dodatne 3-4 glase dobiti v državnem zboru, da lahko pri ponovnem odločanju sprejmejo zopet takt, ki so ga že enkrat ali zakon, je še kako pomembno v državnem svetu. Torej, omenili ste 2. januar. Veliko ugibanja, veliko tudi pritiska na državne svetnike, moram reči, da pritiske, ampak prek elektronskih medijev, se jaz osebno to. Zdaj, moje osebno mnenje okrog 2. januarju nikakor ni sporno. Torej, glede na to, da smo tudi dobili statistike in to, kar pravim, da se mi pripravljamo tudi v državnem svetu preko komisij, interesnih skupin in tudi takrat smo nekako želeli izvedeti, koliko pa se mi razlikujemo od ostalih evropskih držav, torej tudi tistim, s katerimi mejimo, pa ne si bo to Avstrija, Italija, Hrvaška, torej nekje z tem 2. januarjem smo nekaj ukvirjeni po državnih praznikih, ki jih tokom leta imajo tudi sosednje države evropske. Pa vendarle, način in pa čas je bil za nas zelo moteč. Čas, v katerem času so želeli ta praznik spraviti v življenje. Torej, v mesecu decembru, pa ne, marsikdo je komentiral, koledarji so natisnjeni. Koledar je najmanjši problem, tudi če je bil natisnjen, da 2. januar ni bil dela prost dan, to je najmanjši problem, kar se da narediti tudi z kakršno nalepko ali pa tega ne. Bolj problem je bil ta in tudi moje vprašanje, tudi osebno in marsikaterega državnega svetnika je bil v tej smeri, pravzaprav pred mnogimi leti, ko se je ta praznik ukinil. Kaj smo s tem pridobili, koliko smo privarčevali in koliko bomo v tem času zdaj zgubili. Torej, predvsem mislim to na gospodarstvo in pa še 2 temeljna vprašanja. Ne? Če zelo hitro sprejemaš tak zakon, da nisi na njega pripravljen, nimaš finančne vrednotenosti, da lahko samo po politični plati, da narediš nekaj všečnega in moramo oceniti, tudi moje osebno mnenje je, da seveda takrat se je ogromno stvari dogajalo okrog koalicije in mi smo rekli, da je to en bombonček državljanov Slovenije za to, da en praznik dodatno damo. Seveda sem sam tudi prepričan, potem se bi pa tudi sam, če bi imel to možnost, predlagal, dajmo imeti praznik do 6. januarja, tako kot ga imajo naši sosedje Avstrijci, glede na to, da prihajam iz Dravske doline iz Koroške, kjer mnogo očetov in mater hodi si kruh služiti prek meje in tam imajo pravzaprav ne samo, da imajo proste dneve, tudi omogočajo jim kolektivne dopuste, da so lahko doma z družino vse do svetih 3 kraljev. In 2. januar, želim še samo 2 stvari poudariti, je pomemben bil z finančnega vidika in pa tudi z čakalnih dob, ki smo jih že takrat imeli. Kaj pomeni 2. januar za tiste, ki so bili že nekaj časa naročeni pri ortopedih, kirurgih, kaj bo s tistimi, kako se bo čakalne dobe? Tega odgovora nismo dobili in bilo je zelo težka dilema, kaj narediti, ali podpreti veto. Seveda smo si pa sami tudi želeli, da si državljani zaslužijo tudi en dan več prostega dela. In pa tudi sodišča je tak problem. Konkretna 2 vprašanja, na katere pa pravzaprav nam sekretarji in pa ministri niso dali pravega odgovora. Kljub temu, da smo potem vsekakor nismo podprli veta in smo tudi v državnem svetu nismo uverali praznika 2. januarja. Očitno je zdaj pri tem prevladalo nekaj, rekel, pragmatična ocena, da bodo državljani ta praznik sprejeli z naklonjenostjo, sočasno pa ne bo to, bi rekel, možno karkoli drugega narediti, kot pa reči, ok, praznik je, imamo ga, pri računi se bojo pa itak, pa te dileme, ki ste izpostavili, se bojo pa tako samoumevno uredile, skratka. Zadeva je mimo, ampak dobro, toliko, da malo tudi osvežimo neke stvari, morda tak na konkretnih primerih, kako vi ti ocenjujete pa prisojate razne te predloge vlade. Zdaj morda še eno naslednjo vprašanje, ki bi ga morda zdaj osvetljivo. Zdaj v tem trenutku, kaj je zdaj, bi rekel, prioriteta državnega sveta, s čim se zdaj ukvarja, katere prioritetne zadeve imate zdaj na mizi, če se tako izrazim?
Ja, mi enostavno več dela imamo v državnem svetu, več dela opravljajo v državnem zboru. To je čisto na kratko bi bilo vprašanje. Pa vendarle, pozabil sem že tudi uvodoma povedani, da državni svet je v teh 4 letih organiziral ogromno različnih posvetov. Torej, nazadnje je bil tudi posvet o centrih za socialno delo, o vzdrževanju, o tem. To je bil, prejšnji teden je bil prav ta posvet v državnem svetu v našem drugem domu parlamenta in tudi različni posveti, ki se dogajajo. Torej, zdaj nazadnje je, seveda plenarno sejo smo imeli zelo hitro v mesecu februarju in sedaj skozi komisije zopet že pripravljamo gradivo za sejo, ki se bo odvijala v mesecu marcu. Moram povedati, da tudi seje državnega sveta potekajo vse enkrat letno na terenu. In ena teh sej državnega sveta je potekala tudi prvo leto mojega mandata v letu 2013 na Koroškem, torej v Dravogradu, v dvorcu Bokovje, in tudi aktualna tema, ki je bila takrat za Korošče in je še tudi sedaj, torej 3. razvojna os je bila ena izmed glavnih točk dnevnega reda tudi seje na terenu na Koroškem. Torej, državni svet se ukvarja toliko z državno politiko in kaj je pravzaprav sploh vloga državnega sveta v Sloveniji. To sem morda pri prvem vprašanju pozabil povedati. Vez med lokalno politiko ali lokalnim prebivalstvom z visoko politiko. To je tista vez državnega svetnika in državnega sveta v vlogi, katero tudi upravljamo. Naslednja zadeva, ki bi želel, da se malo pokomentira. Državni zbor je sprejel tudi z veliko večino, z ustrezno kvalificirano večino, tudi zapis pravice do vode v ustavo. Zdaj, državni svet v tem posebej razpravljal, je imel kakšne pomisleke ali je bilo tudi kar to neka samoumevna stvar, ki je treba zapisati, da bo pač tudi voda kot temeljni življenjski vir z ustavo zavarovana. Glejte, poleg zraka je najpomembnejši vir za življenje tudi voda. In ali je to potrebno, da je opisano v ustavo, ali je to samoumevno. Seveda so bili zopet pomisleki tudi strani državnih svetnic in pa svetnikov. Sam nikdar nisem imel problema s tem, da bi o tako pomembnih stvarih se tudi spraševal, ali je to pomembno ali ni. Samoumevno bi moralo biti, da voda je vir, ki ima pravice vsak državljan, tudi slovenski državljan, koristiti. Seveda je pa pomembno, da imamo tudi nekje tudi v ustavi zapisano, da se ne bi zgodilo, kajti, a veste, problemi so takrat, ko jih spoznaš. Zavedati se o tako pomembni snovi, kot je voda, takrat, ko je v pomanjkanju, je že skoraj prepozno. Moramo razmišljati naprej in seveda so bile dileme tudi o tem, kajti nekateri, pa naj si gre to za zdravilišča, imajo že koncesijo in so koncesionarji na vodi, torej vprašanje o tem, kaj se bo zgodilo tistim, ki se nekako ukvarjajo tudi z gospodarstvom, če hočemo reči tudi z gospodarstvom, kaj se bo z njim zgodilo v tem, ko se bo upisala v ustavo tudi vodna pravica, torej uporaba vode. Bilo je nekaj dilem, pa vendarle zdrava kmečka pamet pravi, da poleg zraka, ki ga nekako ne moremo omejevati, da se ne bo pa še v ustavo upisal recimo uporaba zraka in pa namenskost uporabe zraka, brez zraka ni življenja, in to je bilo tudi eno takšno vprašanje, malo provokativno, da ne bo do tega prišlo, da nam bo še kdo omejeval, koliko zraka smemo dihati, vemo pa, da nimamo tudi ponekod kvalitetne vode, nimamo tudi kvalitetnega zraka, pa vendarle zato so tudi inštitucije za to, da morajo za to poskrbeti. Naslednja zadeva, vlada Republike Slovenije sprejema je predlagala, državni zbor pa seveda tudi sprejel, dokaj restriktivno zakonodajo glede begunske problematike. Azil, skratka, je težje pridobiti, skratka, cel kup teh stvari, ki so zdaj bile tudi polemično predstavljene javnosti, tudi znotraj koalicije ni bilo to neke enotnosti in tako naprej. Kako je to državni svet spremljal in oziroma kakšna stališča je v zvezi te zakonodaje sprejel ali pa jih ni ali kakorkoli, prosim, če nam kaj poveste. Ja, zdaj ponavadi razpravljajo o stvareh tisti, ki se sploh niso soočali še kdaj z begunsko krizo. In ta begunska kriza je v Sloveniji že bila. In tisti, ki so imeli probleme, pa ni bila samo Štajerska, tudi drugi deli Slovenije,
so na lastne oči se lahko prepričani, kakšen je bil ta begunski val. Torej lahko danes govorimo, in tisti so pravzaprav razumeli, kaj želi vlada s tem zakonom nekako si zavarovati državljane Slovence in Slovenke. Torej v prvi vrsti, čisto na kratko in enostavno bi bilo rečeno, naj prvo poskrbimo za svoje državljane, potem lahko tudi za druge. Torej, nedolgo nazaj sem poslušal tudi enega izmed politikov, če je ta begunski val in begunska kriza nastala zaradi vojnih žarišč in seveda vsaka država ima nalogo, da poskrbi za tiste, ki bežijo pred tem, ampak lahko govorimo danes o migrantih, ki so upravičeni do tega, pa so tisti, ki niso bili upravičeni. Torej, a veste, teh primerov je bilo v preteklih 2 letih v Sloveniji, ko se je skozi balkansko pot ali skozi šengenski del, ki ga pravzaprav s tem Schengena več ni, ko so se začeli postavljati ograje in tako naprej, valil ta val. Seveda je bila tudi razprava v državnem svetu. Takrat se je govorilo o morali, o etiki, o kršenju človekovih pravic, predvsem o kršenju človekovih pravic. Ampak enostavno, kdor razume in pozna meje Slovenije, nikomor ne kršiš človekovih pravic, dokler da ne stopiš na ozemlje Slovenije. Torej, izvir je tega, 2 leti nazaj sem se mudil na delovnem obisku v Bruslju. In tam so nam nekako predstavili takrat ta begunski val, ki se vije pa tudi iz Sirije, iz Grčije in tako naprej, prek te balkanske poti v Slovenijo. Torej, kje bi mogli ustaviti in preveriti vse tiste, ki so upravičeni, ki bežijo pred grozotami vojne in že takrat smo tisti, ki nismo tako dobro poznali, nekako govorili o zgodbi, ki se bi znala zgoditi. In ta zgodba se je zgodila. Seveda z tem, ko smo si zdaj sprejeli zakon, ta zakon je sprejet samo, veste, prvič se je zgodilo, da kot se sami navedli že tudi največja opozicijska stranka, torej stranka Modernega centra, se znotraj ni strinjala z predlogom tega zakona. Zanimivo in dolgo nisem zasledil, da so tudi poslanci iz opozicije podprli predlog tega zakona. Resnost tega zakona, ki je nekako v rezervi ali nekako na čakanju, če bo potrebno, da pa ta zakon uveljavimo. Torej, ne smemo nemo strmeti in slediti tudi, mi smo v eni veliki skupnosti, ki se je reče Evropska unija. Torej, če je gospa Merklova in Nemčija želela, da pridejo migranti, ali če drugače povem, pa tudi nič narobe, določena delovna sila, ki jo sama želi v svoji državi, naj si enostavno zagotovi prevoz, jih štarta nekako tiste, ki si želi in jih odpelje v svojo Nemčijo. Ne, da potem s časoma začnejo zapirati meje, opa, prešlo je tisto. V glavnem kontrole več nad tem begunskim valom ni bilo. Govorimo o ekonomskih migrantih, govorimo o tistih, ki so upravičeni, niso upravičeni. Seveda je ta polemika šla tudi skozi državni svet kar močno. Skozi komisije in tudi skozi plenarno sejo. In seveda kaj več kot pa tudi državni svet, da podpre ta zakon, se mi je zdelo edino pravilno. Torej ena varovalka in še enkrat poudarjam, zelo prav bi bilo, ko govorimo, ko se strokovno podučimo, da tudi v državnem zboru se ne držimo tako politične discipline. Torej, zelo mi je bilo všeč, da so opozicijski in koalicijski poslanci, torej po svoji vesti, po svojem prepričanju, ki ga je stroka prepričala, zaznali in skupaj podprli končno en zakon. Tega se bi veselil skoraj pri vseh zakonih, ki so predlagani. Če še bolj poenostavim, od 50 amandmajev, ki ga predlaga ena politična stranka, niti eden ni dober. To pa ni res. Ja, tule zdaj ta zakon, ki je bil sprejet, je zakon, ki govorijo, da je tako na zalogo, ko bo aktualen, da se lahko aktivirajo razni ukrepi. Ampak konkretno teče pa to užičenje Slovenije. Ta del je pa eventualno kar za precejšen del državljanov moteč. V tem imate kakšno stališče? Ker ta zadeva je pa konkretno zdaj, v tem trenutku in ni neka hipotekarna rešitev, bi rekel, ali
naložba, ki bo pač takrat prav prišla, ampak je čisto konkretna, ki zdaj uvira, ki zdaj na nek način dela. Kot pa vidimo, se da te žice relativno hitro potegniti, da bi. Ja, zdaj moje osebno mnenje od teh ravneh, kako, kje potekajo žice, je bilo v preteklosti, ko so se začele pred 2 letoma, ko se je začel ta begunski val. Seveda smo sledili tistim, ki so že postavljali in zapirali tudi. Takrat za mene več Schengena ni in šengenske meje. Ko so sosedje Avstrijci začeli pripravljati te žičnate ograje, seveda je tudi Slovenija en čas še ne. Govorili smo o tehničnih ovirah. Ampak tehnična ovira je prišla v kar žičnato ograjo, takšno, ko so včasih poznali kje drugje v drugi svetovni vojni in še prej. Seveda je sedaj ta ograja moteča. Moteča predvsem strani ljudi, ki živijo ob tej ograji, torej tudi tisti, ki se ukvarjajo s poljedelstvom. Neprijetno je, ko gledaš ograje. Sam sem bil tudi zelo presenečen takrat v tistem času, ko sem prestopal slovensko mejo z avstrijsko in seveda, če smo v Schengenu, če so meje odprte, da so me ustavili in so me nevedoč slovenski prihaja na mejo, kaj se pa zdaj dogaja. Seveda smo poznali, da se in slišali prek medijev, da sosedna Avstrija dela vse ukrepe. Pri nas je problem, da mi nimamo, če hočemo mi našo mejo in zaščititi, nimamo v slovenski državi dovolj policije, nimamo dovolj vojske. In vidimo tudi primer, ko je bila sama policija pri varovanju te meje in pri beguncih konkretno sem bil v štajerskem delu prisoten, ni bilo učinka. Ko se je pojavil vojak, torej uniforma vojaka, ki jo vsaj tisti ljudje, ki prihajajo z vojnih žarišč, zelo spoštujejo in imajo en strah do nje. Ko je prišla vojska, takrat se je pravi ukrep šele zgodil. Pa moram reči, da v tistem času marsikdo ne ve, da slovenska policija je prekomerno, torej korektno in kdo je poznal stvari, 12, 14, 16 ur so fantje in dekleta, ki so bili v modrih uniformah, torej policisti, upravljali svoje delo. Več kot tega pa žal ne. Torej nadzirati celotno našo mejo z razpoložljivimi sredstvi, ki jih imamo, torej z policijo in vojsko, žal ne gre. Zaradi tega smo se posluževali tudi, verjetno je bila odločitev v tej smeri, da se postavijo te žičnate ograje, ki pa so zdaj nevarne. Ampak glede na to, da prihajamo v toplo obdobje in pričakuje se zopet kakšen begunski val, da Nemčija je svoje ljudi sprejela, koliko je mislila, Avstrija nekako se pripravlja, mora Slovenija biti tudi na to pripravljena z tega vidika, da zaščitimo državljane Slovenije tako ali drugače, če drugače ne tudi z silo. Ampak še enkrat, nikakor pa tratiti pravic, ki jo imajo tisti, ki so migranti, ki bežijo pred vojnami, to pa absolutno sam osebno absolutno izključujem in da ne bo kdo govoril kakršnokoli drugačno dezinformacijo, da bi komorkoli kratili človekove pravice, ki ima pravico živeti, in to se marsikdaj postavilo tudi v prioriteto in hotlo obrniti v drugo smer, da ne želimo, ampak še enkrat moramo ločiti migrante, ki so upravičeni, da vstopajo v Slovenijo, koliko ima Slovenija možnosti, kapacitet, in tega se verjamem, da na ministrstvu na policiji tudi zavedajo in zaradi tega so tudi pripravljali zakon, ki naj bi bil tudi nekako na rezervu. Državni svet je zaznamoval tudi sklep, s katerim je bil vzet mandat Francu Kanglerju, ki je bil izvoljen za državnega svetnika v državnem svetu. In seveda zdaj sodišča so razsodila, meljejo, ampak zanesljivo na koncu nekaj razsodijo. In očitno je ocena, da sodišča razsodbe, da je bil ta mandat mu neupravičeno vzet. In zdaj imate tu zdaj svetniki, ki ste glasovali, ali pa tisti, ki so glasovali nekega moralnega mačka, ali kako bi vi to pojasnili, oziroma kakšna je vaša ocena v tem? Veste, jaz se zelo pogosto, če nimam nekaterih stvari razdelanih, tudi ne oglašam z zagovornico v državnem svetu. Marsikdaj me zmoti prav, ko ljudje, ki so kolega nekdanjega župana in pa tudi kratek čas kolega državnega svetnika, izgnali iz drugega doma parlamenta. Torej, gospod Franc Kangler je bil legitimno izvoljen za funkcijo državnega svetnika. Predvsem večjem okolišu, ki sem bil jaz, torej v štajerskem delu, ne vem koliko lektorjev, ampak z veliko večino je bil izvoljen in poslan v drugi dom parlamenta.
Seveda so se takrat zgodila ulica. Ne vem, včasih se zgodi politikom zaradi neprave barve lasu, zaradi neprave barve kravate, se pa zgodi ulica, kot se zgodi. Torej, na silo je moral tudi sam odstopiti zaradi velikih pritiskov in v dobrobit verjetno tudi mesta Maribor je sam odstopil z mesta župana mestne občine Maribor. Seveda v državnem svetu so bili pritiski, verjamem, takrat politični. In sam nikakor nisem glasoval, ker te pristojnosti državni svet ni imel, da bi lahko na konstitutivni seji izgnal državnega svetnika, ki je bil po elektronskem sistemu izvoljen. In marsikdaj, ko kdo govori v državnem svetu o morali in etiki, takrat se tudi sam oglasim in na glas povem, ljudje, poglejte mene obraz, pa poglejte obraz človeka, ki ste ga ne po zakonski plati, zaradi morale in etike izgnali iz drugega doma parlamenta. Ne zavedajoč se, kaj se zgodi, torej sami ste ugotovili, da večino ali skoraj vse tega ne sledim, ovadbe, ki so bile proti tej osebi vložene, so sedaj uvržene. Skoraj vse. In kdo bo povrnil ne samo funkcijo, ki je bila legitimna, pa naj si bo to v županski mandat, v državni svet, kdo bo povrnil vse te bolečine, strah pred pritiski, njegov moralni del, ki verjetno ga še zdaj tare, torej tega nihče ne. In marsikdaj se tudi sedaj po 4 letih in nekaj, odkar je gospod Franc Kangler moral oditi iz državnega sveta, sprašujemo in se pogledamo, kdo je bil tisti, ki je takrat pritisnil na gumb in dovolil, da se je mogel Franc Kangler odstraniti iz drugega doma parlamenta. Skratka, popraviti itak ni možno, to je lahko samo satisfakcija v obliki nekih odškodninskih tožb, pa ne vem kaj se, ampak seveda tu nikakor ne popravi neke slike ali pa nekega stanja, slabega občutka, skratka, da se je to pač dogodil nek precedan, ki pač ne sodi v neke hrame demokracije, no, skratka, če bi tako vzel. Prej ste že omenil Korošci, da ste tudi tule imel, da državni svet se sestaja tudi po terenih in da ste govorili, da je bo težišče tematika tiste razprave na terenu tule v dvorcu hitra cesta. Pa kako je zdaj vaša ocena? Smo kaj bližje ali se te stvari še vedno na nek način odlagajo, prelagajo ali so bolj, skratka, smo že bolj konkretno pri tem. Vemo, da tu že sanjamo v tej tretji razvojni osi in kot da jo vedno, kot da jo že imamo, kot da jo že gradimo, potem pa se vedno nekaj čudežnega dogodi, da se zadeva priloži. Kako je zdaj, kakšna je vaša ocena, kakšna so vaša predvidevanja na to temo? Zelo na kratko bi lahko odgovoril, ampak v tem se lahko razgovorimo. Torej, če je volja, je tudi pot. In če je volja, bo tudi tretja razvojna os ali hitra cesta ali 4-pasovna cesta tudi na Koroško. Torej, zdaj nekaj je že znano, ne? In to so dejstva. 2013. leta je bil sprejet državni prostorski načrt, kar se tiče umeščanja trase od Velenja do Slovenj Gradca. Od 2013 do leta 2017, v katerem smo zdaj že v 2. mesecu, se ni pravzaprav zgodilo skoraj nič. Torej, ni bilo niti politične volje, niti resnega pristopa. In zelo smo ogorčeni Korošci, zaradi tega tudi v državnem svetu in tudi sam kot državni svetnik sem v tem trenutku, jaz mislim, da naredil ne več, kar se je v tem trenutku dalo narediti. Z mnogimi vprašanji, torej prvo omenimo sejo državnega sveta na terenu, torej redno sejo državnega sveta, ki smo jo skupaj z sekretarjem in predsednikom državnega sveta nekako dogovorili, da imamo na Koroškem, da tudi ostali državni svetniki vidijo, ki pravzaprav Koroška je tisti, ki še niso prihajali. Lažje se odločaš, ko poznaš problem. In ogorčeni nad stvarmi tisti, ki so prvič bili, ja, kje živiš, kako lahko prihajaš 2 do 3 tedensko v Ljubljano, pa ne samo jaz. Ampak moram pohvaliti zdaj v tem trenutku enostavno ne samo poenotenje vseh politik na Koroškem, torej tudi poslancev v državnem zboru vseh 3, tudi županov vseh 12 občin, ki nekako imamo zdaj skupno stališče, da želimo. Veste, en čas je bilo vprašanje
ali cesta do Slovenj Gradca, ali dvopasovnica, ali štiripasovnica, kako, na kakšen način, nekateri so solirali in hodili v Ljubljano. To ni dobro. Imamo skupno stališče, tudi skupni sklep Sveta Koroške regije, tudi predsedstvo, ki nas zastopa v tem delu. In seveda, zdaj se je korak v tem času, poleg tiste seje, ki se je zgodila, ker smo tudi sami podpisali, torej poslanci, regionalna razvojna agencija, predsednik državnega sveta, sam kot državni svetnik, podpisali eno listino, da bomo v celotnem mandatu budno spremljali in naredili največ, kar se pač z naše strani da narediti. Torej, poleg številnih vprašanj, ki jih sam naslavljam na Ministrstvo za infrastrukturo, na Ministrstvo za finance, na DARS, torej so tista ena stvar, ki nenehno opozarjam na to, da se lahko stvari premikajo. Torej, da skozi imaš nekoga malo uvajati in da mu ne pustiš dihati, bi jaz temu tako rekel. In seveda zelo dobra praksa je pokazala, kdaj se je začela problem, tak, ki ga imamo zdaj Korošci. Pa moramo govoriti o Korošcih na vseh ravneh. Največ pri tem pa trpi gospodarstvo. Torej, če nimaš močnega gospodarstva, zatem sledi upad kulture, upad športa in tako naprej. Vemo, da z močnim gospodarstvom je hrbtanica v Sloveniji ali vsake občine ali države in s tem pravzaprav z meseca mesec zgubljamo. In zdaj na koncu, ne na koncu, že kar mnogo let se vključuje aktivno k tem pritiskom tudi našo koroško gospodarstvo. Z dejstvi. In seveda mladinska iniciativa za 3. razvojno os, ki pa nekako vleče nit. To so pa neumorni fantje in skupina, ki jih predstavlja. Moram reči, da tudi sam sem v mesecu decembru, mislim leta 2016, na predlog predstavnikov mladinske iniciative dogovoril tudi sestanek s predsednikom državnega sveta. Sam sem tudi jih povabil na eno izmed sej v mesecu januarju lokalne samouprave in regionalnega razvoja, ker smo zopet ugotovili stanje, ki ni resno. Torej, stanje okrog izgradnje 3. razvojne osi je popolnoma resno. In spomnim se zadnjega obiska, ki sem bil prisoten predsednika vlade, mislim, da je bilo na Prevalah. Torej dobro leto in pol ali leto nazaj, ker je predsednik vlade tudi jasno povedal, da do 2019. leta bo vse postorjeno in da 2019. leta bomo začeli z gradnjo. No, zdaj vidim, da je mladinska iniciativa in ti predstavniki in lokalnih skupnosti in Svet Koroške regije in gospodarstvo nekako naredilo en semafor, ki bo jasno opredelil. Torej, mi želimo časovnico, kdaj, kako, na kakšen način, kje bo zagotovljeno financiranje, to mora biti znano. In govoril sem o umeščanju državnega prostorskega načrta iz Velenja do Slovenj Gradca. 3 letih nič, 4. leto teče. Enostavno zahtevamo, še čakam na 5 vprašanj, ki smo jih tudi skupaj z državnimi svetniki na komisiji, ki smo jih tudi sam vozil za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, in kjer so bili tudi predstavniki mladinske iniciative za 3. razvojno os, predstavili vse vidike, poleg gospodarskih, kakršnih, ne vem, 9 vidikov so imeli predstavljeni in tudi državni svetniki, ki so bili na tej komisiji, so z velikim nadušenjem pozdravili predvsem gradivo in pa dejstva, ki so bile v teh vidikih 9. In nihče ni bil proti, da smo soglasno podprli, da te vprašanje naslovimo na torej, direkcijo, na ministrstvo in da dobimo najkrajšem roku torej, odgovore. 5 vprašanj, ki sem jih tudi iznesel na plenarni seji in seveda 30 dni je rok, da na te moje vprašanje naše komisije, ki smo jo takrat imeli, tudi odgovorijo. Torej, v tem času, jaz mislim, da v letošnjem letu lahko začnejo z aktivnosti, torej z odmero, z odkupom, z izbiro izvajalca in te stvari bi lahko že počenjali od leta 2014. Korak je toliko naprej, da se bo tudi v letošnjem letu že umestila trasa, torej Velenje Slovenj Gradec in tudi ostali del trase od A1 pa vse do Velenja. Seveda so civilne iniciative tudi z druge strani, torej od A1 pa do Velenja, ampak včasih se sam vprašam, ali so civilne iniciative lahko nastavljene tudi v tej smeri. In to bom danes tudi javno povedal, da mi vedno govorimo in morda pa nekdo ne pove resnice, da morda pa nekdo ne želi, da gre cesta po tistem delu,
pa ni nobenih kazalnikov, ali so to finančne podpore večje zaradi tega, ker bi mogla iti tam. Jaz se bolj sprašujem, ali pa morda želi, da gre na tistem delu, da bi nekdo dobil večjo odškodnino. Res to moj pomislek je, ki je nepreverjen, čisto moj osebni, vedno bolj se mi poraja vprašanje. In govoril sem o Prekmurju. Dokler da se ni zgodil pritisk, ulice, zapore cest, se zgodba okrog hitre ceste tudi v štajerskem delu ni zgodila. In če ne bo drugače, bomo morali zopet vsi tisti, ki smo že dolgo vpeti, verjamem, da ni Korošca in Korošice, ki ni bi pristopil k temu, da se ne bo več izseljevalo, predvsem mladih, da ne bomo zgubljali gospodarstva. Vsak dan, vsak mesec je pomemben. In če govorimo o gospodarskih kazalcih, vsak mesec, ko nimamo te sodobne ceste, ki bi bila zanimiva tudi za tiste, ki bi bili vlagatelji, ki prihajajo, ki dobavljajo material, je z dneva v dan gospodarski kazalnik slabši. In ne mi nekdo v političnih vodah v Ljubljani ne govori, da so gospodarski kazalniki kažejo na to, da nismo upravičeni do tretje razvojne osi ali hitre ceste. Absolutno s tem se nikako ne morem strinjati. Tu, kar ste zdaj predstavili, zanimivo pa dokaj obširno, seveda zdaj lahko samo upamo, da se bo ta stvar veliko intenzivirala in da bomo čim prej prišli do nekih rešitev, s katerimi bomo lahko jih potem tudi čisto konkretno koristili te poti, bližnjice, hitrejšo pot, skratka povezave. Navizujem pa tu zdaj demografska slika na Koroškem. Kako imate morda podatek, a smo stabilni, imamo prirastek na nivoju Koroške regije ali se nam odseljujejo? Skratka, pa tudi sočasno bi vas tudi kar povprašal, kako je v vaši občini ta demografska slika v občini Vuzenice imate? Ja, bom začel kar pri svoji lokalni skupnosti, torej pri občini Vuzenica. Zadnji podatek, tudi sam imam vsako leto navado in dobro prakso, ki sem jo prenesel tudi od mojega predhodnika, prejšnjega župana, ki je to delo opravljal 16 let, da vsako leto ob koncu leta povabim v naš javni zavod, torej v vrtec v Vuzenici, tudi vse tiste, ki so bili rojeni v določenem koledarskem letu. In zadnja 3 leta ugotavljam, da je več rojstev, kot je umrlosti, torej več natalitete kot. In seveda zdaj to ni glih tisti kriterij, ki bi lahko bil merilo, ali je več prebivalcev v tem času ali ni. Vprašanje je šlo v tej smeri, ali se ljudje odseljujejo. Seveda. Tako. Seveda in zdaj najbolj me skrbi podatek, ki je zopet prišel iz političnih opcij, da smo mi okrevali, da je gospodarska rast v vzponu in tako naprej. Nihče pa ni povedal, da nimamo več brezposelnih, 120 tisoč oseb je bilo skoraj brezposelnih v lanskem letu, no torej to se je zdaj začelo približevati na 105 tisoč, blizu številki 100 tisoč, še ogromna številka za Slovenijo, da imamo toliko brezposelnih. Predvsem je treba pa tu poudariti, nihče pa ni povedal, da ti, ki niso brezposelni, so si službo poiskali prek meja. Tega je pa nekdo pozabil povedati. Torej, da je šel tudi svojo podjetje selil prek meje v sosednjo Avstrijo in seveda kot župan bi naredil vse, da zagotovim primeren prostor in življenje in delo v skupnosti, kolikor je v moji moči. Torej, razmišljam o tem, da slovenska politika ali vladajoča koalicija ali tudi opozicija, če se s tem ne strinja, da mora narediti največ, da obdržimo svoje ljudi tu. Ne samo z dokumenti, ki nas sedaj nekako bašajo, da nimamo brezposelnosti. Seveda na račun tega, ker so se odseljevali. In kaj je pomembno? Ko sem že prej omenil, gospodarstvo je hrbtenica razvoja vsega, ali se gre tudi na državnem ali na lokalnem ravni. In če dovoljujemo, da se izseljujejo, torej puščajo del svojih dohodkov v državi, kateri imajo delo, da ne govorim o gospodarstvu, ker bo davke, prispevke in vse ostalo puščal zopet v drugi državi in življenje na dolgi rok, tako v občini Vuzenica, kako na Koroškem. Seveda v tem času nekih velikega upada ni. Ampak enostavno nimamo pa podatkov, koliko ljudi se je odpravljalo za delom v sosednjo Avstrijo. Tega podatka ta trenutek nimam, slišim pa, da zelo veliko. In tu je tudi tista številka iz 120 tisoč brezposelnih se nekako približali številki 100 tisoč. Tega dokumenta in tega akta pravzaprav tisti, ki nam predstavijo tudi okrevanje. Jaz govorim, da zdaj, ko se
pokazal tudi en dober rezultat našega BDP-ja, torej nekako gospodarstvo se je zopet začelo prebujati, sami opažamo, da se je, skozi to krizo smo morali iti, nekaj se je počistilo, nekaj se je naredilo in sedaj seveda nekako okrevajo. Ne moramo zopet vsi skupaj po domače povedano navaliti na to, zdaj imamo pa dobiček, zdaj pa tega je treba raztrgati. Sam govorim, če imaš dolg, ga moraš prvič spraviti na nič, potem si šele okreval. Ne da še vedno imaš 90 minusa, pa že hop na to. Seveda je treba pa opozoriti tudi na to, da so naše minimalne plače in socialni prak pa tisti, ki pa ni sprejemljiv za našo slovensko državo. In ko smo govorili o begunski problematiki, ko nekako bi za vsakega tistega, ki ga bi potem tudi namestil tu, bi slovenska država morala nameniti, če imam pravi podatek, nekje okrog 1900 evrov. Razumete? Kateri slovenski državljan je pa upravičen do takšnega vložka, ki je bil nekdo drugi? Torej, to so problemi in konkretni odgovor seveda zdaj v tem trenutku nekako zaznati. Bilo je število prebivalcev na Koroškem prek 73 tisoč in nekaj, zdaj vemo, da jih je okrog 72 tisoč prebivalcev, torej nekaj upada je. Več je vidikov na to, zakaj je ta upad prišel. Zaradi upada gospodarstva, zaradi slabe cestne infrastrukture, zaradi celotnega življenja, zaradi šolanja. Neenakomerni razvoj Slovenije se vrši že skozi precej let. Torej, Ljubljana se ne začne in konča, oziroma Slovenija se ne začne in konča pri naši beli Ljubljani, pa smo zelo ponosni na našo glavno mesto. Slovenija se ne konča pri Trojanah. Slovenija smo tudi Korošci, Štajerci, Prekmurci, Dolenci in tako naprej. In neenakomerni razvoj gre v tem trenutku v nepravo smer. Tu, ko ste zdaj omenil tole demografsko gibanje, se nesporno drži, da je to veliko naših sokrajanov, občanov šlo prek meje iskati veliko zaslužek, pa se je samo rešilo zaposlitvene možnosti, ki se tam izkazuje, se tam zaposlili. Skratka, tule zdaj bi še pa eno zadevo, seveda je časa zelo malo in ne bi odpiral čist nekih novih tem, še ob vsem tem, da ste že ogromno povedal, ampak kljub temu bi še morda rekla nekaj. Rekel ste, da je kriza na nek način mimo, gospodarstvo se prebuja, ampak vendar zdaj v zadnjem obdobju, vsaj v lanskem letu, smo kar zasledili štrajke zdravnikov, pa javnih uslužbencev, pa skratka, ker to se niza in skratka, te stvari vsi ti štrajki so povzročili višje plače, ampak sočasno se pa država zadolžuje dodatno za to, da pokriva to. Ali je to tista prava pot ali ne? Jaz mislim, pa dajte prosim, če to morda. Absolutno ni to prava pot. Sej v tem sem že tudi nakazal v prejšnjem vprašanju, da ko nekdo pokaže rezultat, da se nekaj izboljšuje, že hopu vsi za štrajki, ulica se bo zgodila, pa naj si gre to na področju zdravstva, šolstva, javne uprave, ne nazadnje, le tisti še niso štrajkali, ki imajo najmanjše osebne dohodke in tudi tisti, ki so najštevilčnejši v Sloveniji, torej starejšo populacijo ljudi, torej brez resnih reform tudi ne moreš učinkovito delovati. In marsikdo je poskušal s kakršnokoli reformo, je potem moral oddati svoj mandat pod pritiskom ali pa ne pod pritiskom, ker je prevelik pritisk potem tistega. Govorili smo o ulicah, ki se lahko zgodijo. Seveda, reforme bi bile nujno potrebne. Zdaj mi že dolgo časa govorimo o raznih reformah, ampak enostavno rezultata teh reform še ni. Pa ne konkretno tudi na zdravstveno reformo, ki se vleče in vleče. Ali je tukaj preveč vpliva politike na strokovnost, to je moja ocena, preveč politike, ki se vse posod nekako umeša v strokovnost. In dokler da politika ne izide iz tega, enostavno tega ni. Zdaj, rešitev pri nas v Sloveniji je, da se bi dalo za resno reformo nekako omejiti, ne samo zato, da imamo oziroma predvidene najnižje dohodke ali pokojnine. Če v pokojninski reformi govorimo, so na pragu revščine ogromno teh naših upokojencev, ki so delali, trdo delali, pa ker smo Korošca, ki obave ima, kaj je največja panoga na Koroškem, torej železarstvo, rudarstvo in tako naprej. In trdo delo, ki je pripeljalo ljudi do svojega zasluženega pokoja, je sedajne mizerne pokojnine nedopustno. Glejte, pa niti slučajno ne stopam na stran
predsednika, ne ve te stranke upokojencev, ampak enostavno to se mi zdi. Vedno več tudi sam čutim sociale, ko sem tudi župan občine in seveda komu se obrniti kot pa na lokalno skupnost in poprositi še za kakš vložek, ne vem, ali v obliki enkratne denarne pomoči, nabavo ozimnice, pomoči pri zagotavljanju obiska najmlajših v vrtcih. Torej, zopet je lokalna skupnost tista, ki prevzema veliko odgovornost za občane in če drugače rečemo državljane. Da je pa vedno manj posluha na državni ravni. Torej, zdaj se bi pa rad vrnil na tisti del, kjer smo neenakopravni. Torej, država vedno manj denarja namenja v lokalne skupnosti ali občine, pa ni samo glavarina. Tudi ostale stvari, nalog vedno več, denarja vedno manj. In to nobeno, niti kmetijstvo, niti družina ne more preživeti, če imaš vedno več nalog, da jih moraš izpolnjevati, pa vedno manj denarja. To v nedogled ne gre. In seveda, za tega tudi v lokalnih skupnostih vedno manj denarja prihaja za investicije. In tudi, če se lahko primerjamo med državnimi javnimi potmi ali cestami in občinskimi, moramo reči, da v zadnjih 20 letih so se ravn teh infrastrukturnih objektov, pa smo omenili samo ceste, izboljšal napram državnim. In imam tudi konkreten primer, skozi našo občino iz Dravograda proti Vuhredu je bila nekoč občinska cesta, ki so jo ljudje z samoprispevki, z svojim delom gradili. No, potem, ki je prišla z leti v državni del, se na tem delu cestišča ni naredilo skoraj nič. Razen v lanskem letu smo nekako uspeli dogovoriti, da smo naredili 300 metrov preplastitve po 20 letih tega cestišča. In kje je največji problem? Da država ne razume državljanov in stiske državljanov in njihovih problemov. Torej smo tisti, ki so bili nekomu všeč, da so bili pregnani iz državnega zbora, torej župani, ki so imeli pa glas v državnem zboru, torej da bi lahko predlagali zakone, jih sprejemali, so jih enostavno odstranili iz državnega zbora in takrat naprej se je začela poglabljati tudi kriza, kar se tiče razvoja občin. Ne nazadnje tudi, če bi imela Koroška pokrajino, se v takšnih stvarih danes, v ukinitvi občin, v združevanju občin, ne bi rabili danes več pogovarjati. In to je samo politična tema, ki jo nihče ne upa zagriziti in dokončati, kot si sami pravzaprav državljani Slovenije želim. Vi ste uspešen župan občine Vuzenica, občani so očitno zadovoljni z vami, ker vam podelijo mandat. In seveda ob koncu bi želel, da predvsem na svoji lokalni ravni, na nivoju občine, tam, kjer imate moč v okviru razpoložljivih možnosti, vodite občino čim boljše v dobro vaših občanov. Na državni ravni pa, da vam, bi rekel, ta energija ne poide, ki jo zdaj izkazujete za razrešitev pa vlaganje naporov za to, da bi pač tudi Korošci kot pokrajina ali kot neka administrativna regija bili upaženi in tudi deležni kakšnih, bi rekel, konkretnih aktivnosti, predvsem pa ta tretja razvojna os bi lahko pomenila tudi en razvojni preboj za celotno občino. Mislim, za celotno Koroško. Čas se je nama iztekel, jaz ne vem, želite ob koncu še kaj posebej izpostaviti? Najprej iskrena hvala za povabilo v vas studio, zelo pomemben in pa prijeten pogovor je bil, seveda bi lahko govorila še veliko stvari. Hvala tudi za dobre želje, ki ste izrekli na lokalni ravni. Seveda, ko ti ljudje zaupajo, potem lahko delaš, ko ti nihče ne nagaja. In moram reči, da v naši lokalni skupnosti se trudimo, da bi zadovoljili pričakovanja ljudi, katere tudi sam kot župan zastopa. In moram reči in pohvaliti tudi celotno občinsko upravo, občinski svet, ki dela v dobrobit vseh občanov in občank. Seveda, vedno je denarja manj, kot je pa želja. In tudi na državni ravni, glede na to, da se tudi letošnjem letu izteka mandat v državnem svetu, se bom trudil do konca mandata, da bom uresničeval tisto, za kar sem pravzaprav tudi bil izvoljen po takšnem sistemu elektrskem. In za 5-letni mandat moram reči, da koliko je bilo v moji moči, koliko so se ljudje na mene obračali, sem nekako, zdaj, ko se že nekako končuje, seveda nikakor ne, do zadnjega meseca, do zadnjega dneva bom korektno oddelal za to, ker sem bil poslan v Ljubljano, pa vendarle
Jaz mislim, da ocena celotnega dela, pa ne samo mojega, tudi poslancev, tudi občinskih svetnikov, tudi ostalih županov, sveta Koroške regije, gospodarstva, je tista, ki lahko le v celoti nekako stvorimo eno celoto in s pritiski in z idejami. Najbolj enostavno, več glav več ve, in če nas več glav skupaj stakne ta del, in verjamem, da bomo tudi uspeli k najbolj pereči temi, poleg zdravstva, ki je tudi na Koroškem, imamo zelo velike težave, specifika smo Koroška, seveda najbolj želimo si pa čim prej sodobno, hitro cesto, kakorkoli se bo imenovala, in da najkončno zagleda luč sveta, ali v leto 19 ali pa leto 20, takšne so pa tudi sedaj te obljube. S tem zadnjim komentarjem, s tem spodbudnim komentarjem zaključujemo današnjo oddajo. Hvala za udeležbo v oddaji, spoštovani Franc Golob, župan občine Vuzenica in svetnik v državnem svetu. Vam, spoštovane gledalke in gledalce, pa hvala za pozornost in nasvidenje.